Dober dan, epizodo, ki boste zdaj snemali, je bila že posneta, ker tem je šel v Barcelono, ampak jaz in Jure smo rekli, da moramo vzeti ta intro tle pred uno epizodo posnet, da se vam zahvalimo. Jure, zakaj? Ja, da se vam zahvalimo za več kot 6000 subscriberjev, pa še za to, da smo bili prvi podcast v Sloveniji. Hvala lepa. Na prvem mestu več kot 5-6 dni, ne vem točno, koliko je bilo. Ker smo ga z vami tako da, lejte. pometali, ne sceno. Ja, tako da hvala vsem, ki ste naši zvesti sledilci. Hvala, ki poslušate, spremljate, gledate, vse karkoli delaste, hvala. Nič, kaj da vam rečem, dajte še kakšen like, share, subscribe. Tako, uživajte v novem letu, še enkrat le malo bolj uradno, srečnega, zdravega, veselega, mejte se lepo, hvala še enkrat za 6000, zdaj smo že na 6500 tipa. Ja. Ful hvala, uživajte v epizodi. Pri 7000 mrč. Čau. Tukaj bi mogel priti naš džingl, samo ga še nimamo. Let's go! Dober dan, dobrodošli nazaj, Jure, na čemu? Najboljšem podcastu v Sloveniji. Čelani podcast, like, comment, share, subscribe. Jure, koga imamo danes na naši levi? Ne vem, eno pezde. Dobro, stop. Danes z vami Rivanič Jure in naš najlepši Tim. Dober dan, fantje, kako ste? Danes prihaja k nam Tim, ki je v bistvu ukradel kaut svoje noni in spremenil prevleke v svoje obleke. Saj nisem Jure in imam 2 pulija že 1 leto in sem isto oblečen že 1 leto na vseh podcastih. No, že ki smo pri oblekah, jaz imam nove kavbojke. In že ki smo pri Jure je oblekah, oblečen isto kot 2 epizode nazaj. že ki smo pri oblekah, prihaja naš mrč. Zdaj ga že težko delamo, Matej bi mogel nekoga poklicati, ampak ni. Tim je Ne, tudi je neki dizajniral drugače, ampak ni. Je v finalnih fazah, lepo prosim, tako da stay tuned. Hvala, ker ste bili z nami lani, hvala, ker boste bili z nami letos in moramo se zahvaliti, no zdaj pa res uradno. Ne, hvala, ker ste z nami letos. Ja, no, sej. Smo skupaj vsi. Dobro, hvala, ker ste z nami letos in Jure, koliko nas je letos z nami? Letos nas je več kot 20 milijonov subscriberjev. En dan. Ne, nas je, mislim, da nas bo hmalu 7000, torej mi ciljamo zdaj v januarju, da prijemo na 7000. Ciljamo, Zdaj ja, smo, no. hvala za 6000 subscriberjev. Ja. Zdaj pa smo res prišli. Tako Ja, da čez se vam zahvaljujem in jaz sem full idealno srečen. Hvala vsi, ki ste prišli sem zaradi tima, vseh 6000. Ja, res. Hvala, da se Jure zaveda, da sem boljši kot on in bolj zanimiv. Hvala vsem, ki ste prišli zaradi tima, ker on je taka zvezda. Hvala vsem, ki gledate Jureta in njegova 2 pulija. Hvala, ki vsi gledate tima in ukradene kavče. Epiza, vi prav imate 2 disa, a? Da je malo več kreative, če se tle. No, Fante, tako no. Kaj ste kaj delali? Nič. Jaz sem ta teden nabavil nove kavbojke, tako da imam nove kavbojke. Matej je kupil nove kavbojke in zdaj misli, da je glavni frajer v mestu. Ampak vse Drugi so lepe. najbolj glavni, ki prvi je Jure. Valjda. Ne, tim. Top G. Ta teden včeraj sem delal zadnjič v Korti in sem se napil kot stoka, danes zjutraj, ko sem se zbudil, nisem mogel verjeti, kako izgledam, sem rabil dobesedno 1 uro, da se pripravim, ponavadi rem. Aha, to si v 1 uri uspel sestaviti skupaj. Ja, grave. Pač, Teraz stop, Jure. in nič, dejansko sem se tuširal pol ure Wow. v sebi Za novo leto? in vse ne smrdi mrš. Ne rečemo, da ima 2 plovrja. Ne, ima tudi na papiri to. Lahko daš uprat kdaj. Ne, jaz sem rad, da ima malo okusa. Zdaj štejem nič, čez 3 dni grem in moram spakirati, uprat stvari, takole. Se kar veselim, iskreno. Ko je bil kaj tvoj teden, Jurček? Ma moj teden tudi super, lej, zelo sem se zabaval, bil sem na dopustu, delal sem. Me oblečeni ste puliko vedno. Ja. Pač lej, veš kaj je fora, pač en puli, veš ko se reče, sem eko, razumeš, lej, jaz kupim enkrat in imam, ne, jaz nisem tako kot ti, veš, da ima full oblek, razpršenih full na okoli in full ne vem, Veš, kje je rekel, da ima fule posplaniran dan, ne? On ima tako, ustani se, spi kafe, obleči isti puli in pejdi delat. Tako. Ja, res je. In pol sleči isti puli. Ja. Je še imam tudi. Njega uprat, ne smrdi. Ok, koliko časa vi, naprimer, ne vem, imate oblečeno hlače, majice, preden da ste proti? Ja, ne vem, en mesec približno, ne? Ne vem, jaz dejansko imam ful težave s pranjem, meni perejo drugi. No, ok, luksuzno. Ne, res mi ne gre to, pač lahko tipo
nesem smeti, operem posodo, naredim vse to, ampak pranje pač odvedno. To mi je res moja šibka točka. Ne, zajebem vedno dan, ne razumem. Ja, res, ni težko drugače. Lažje kot koktejl narediti, recimo. Ma ne vem, vedno sem nekaj zajebal. Predstavljaj si, da je koktejl. Bom probal. Vržeš not začimbe, daš vodo, Ja, prašek. jaz res mešam začimbe in dam fulu na prevroče. Ok, ko si ti sortiraš, da veš, da je kaj proti? Pač to je zelo enostavno, če nisi retardiran. Ja, vprašam te, kaj malo potek. Ne, No. vidiš, zakaj me zanima zate? Ti imaš en puli in ko ga daš prat, kaj oblečeš uni dan? Ali čakaš, da se ti Kaj vem, puli, 2 imam, sigurno. Ja, 2 imaš. Ok, da, ko se en pere, obleče Vemo, da imaš 2, drugega. smo videli v vseh epizodah do zdaj, tako da. Ne, Se Tim, lepo. zadnjič sem bil z njimi kupil novega. O, Je kupil 3, zdaj bo se novega videl. Le, veste, kako je? Le, dragi poslušalci, nekateri nismo tako premožni kot gospod Tim tukaj nasproti. In pač Jaz nimamo nisem denarja. premožen. Si. Ti imaš več denarja kot jaz. Ja, ma nimam denarja za obleke. Ne, je pa Jaz res, to i da ne ti, kupim, jaz ne kupim oblek. Dobro, sorry, ki kradeš. To je res. je pa res, da si Ne, nikoli mi nič sustainable. posoditi. Sem Pač sustainable. Jure kupi une drage stvari, ne da se pač šopiri, ampak kvaliteto, da mu Kvaliteta. Jaz imam drži. tudi drage To pa stvari, res. mislim, da ste videli in kvalitetne. Ma no, Ti se kaj imaš sprašuješ pa ti? vedno, s kem je vse to firma, to. Kaj Ne pa? stoji mi zdaj neki tle. Ja, ti kradeš. Ne kradem, dobim, mi kupijo. In kaj sem jaz je? kriv, pač. Jaz pač nimam takih sugar daddyjev kot ti. Ja, pač Jure, enega luleka v usta. in Ja, bo pač dobil ne, raje kakšen nošem nov isti pul, puli, ne. stari. Ravno se ga. Jaz pač rad kupim kvalitetno in pol ne kupujem dosti. Zdaj si kupujem bundo, ne vem, kje bi si kupil. Ampak, iskal sem bil v Trstu zadnjič, sem šel malo v shopping, sem našel par lepih kosov, ampak je bilo malo izven mojega cenovnega ranga, ker je bila tipo 800 evrov bunda. Ena bunda. Ja, O, pa kašna. ma je bila huda. Pač sem taka, ki jo imaš 6 let, 7 let, 8 let, razumeš? Pač jaz tako Kako se ti kupim. splača kupiti? Ma splača se ti nema, Tim. Kaj splača, stari? Dobro, fanti, začnimo novo leto, kot se spodobi. Ste si dali kakšne cilje, Ja, kakšne zaobljube za to novo leto 2023? že? sem si zadal, da bom pač ful razumevajoč do Tima, Okay, ker zdaj ga ne razumem. okay. In da bom pač ful odprt na njegove misli in ideje. In pač ful bom vesel zdaj, ko bom prišel z Barcelone, da bomo pili dobre koktejle. A zdaj praviš, da ne mešaš dobre koktejle. No, zdaj meša meglo. Pol bom mešal koktejle. Tim, rečemo, da imam pulover. ne, real talk. Si dal kakšne cilje, Jure? Ja, mislim, jaz imam cilj. Dobro, za to leto ne, mislim, cilj do 2025 je 1 milijon evrov. Torej še 2-3 leta. 2,25. Ja. Pa pizda zna biti. Ma, mislim, da Mojem je te bo realno. uspelo. Mislim, da je realno. Mislim, jaz zaupam vate, no. Ja. Misliš, verjameš? Mislim, ja, Jaz zaupam verjamem, vate. pač, dejansko verjamem, da bo prišel do tega milijona. Vse pa često ful delam na temu in to je moj cilj. Dobro. In ta cilj se prenaša zdaj že 2 leti. Mislim, lani sem ga postavil in cilj je do 2025, samo mislim, da bo uspelo mi celo prej. Ja. Ok, žurka. Žurka, ja. Upade milijon, speleš na dopust. Lahko je. Ja. Bomo šli, ti bomo vzamemo super, zavedo zdaj koktejle, jaz in ti bomo pa počivali. Dobro. Bom dal 50 evrov. Tim? Ne, ne, Okej. to je moj cilj. No. Ja, ja. Kaj? O, Delati na temu cilju do milijona. Ja, jaz delam na Ja. tem že 2 leti. Tako da. In tudi pač se spraviti v fitness formo, to tudi delam zdaj že na leto, tako da do 2025 bom v formi po Po mojem. mojem, mislim, jaz zaupam vate mi, da te bo Hvala, uspelo. No. hvala. Dejansko. Hvala Tak ti. Si na dobri poti, vem, kaj delaš v feeling zadju. imam, no, ne vem. Prosim? Me ne varaš, če te čutim. Mislim, da bo ti uspelo. Ok, vsaj 6 čute ne vara, ne? Kakšne imaš kaj cilje? Tim? Moji cilji so to, da naredim Tečaj. ta tečaj, da naredim, to je moj cilj. Cilj je dejansko, da bom na rdeči preprogi in vem, da bom na rdeči preprogi, sigurno bom na rdeči preprogi. No, veš, kao še. V bistvu, da če pridem nazaj in se ne vrnem v tujino, imam pač več planov. Želim si ostati v tujini, ampak v primeru, da pridem nazaj, v glavnem ne, ko pridem nazaj, pač dejansko vam povem, da bi rad ti podprl si ta popodanski, dopodanski, kako se mu reče. Popoldanski. Ja, SP. Imaš pa tudi uni za kosilo. Ok, kosilni SP. Tako da bi v bistvu pač šel na cateringe, pa če boste vsi gledalci ali kdorkoli ste želel, da pridem pač entertainat. Ja, sam boš dal procent člani podcastu, da Jaz ne morem, lahko da. promoviraš. V glavnem, če boste želeli, da vas pridem animirati in se imeti lepo z mano, bom prišel k vam, pač To je dober biznis. vzel neko vsoto, ki jo bom in bom mi. mešal koktejl vam.
bomo se imeli lepo, bomo se družili. Okay. Zdaj mi povej, kako to izgleda. Čau tem, jaz imam rojstni dan, bi rad imel tebe. Kaj dobim? Cao, kaj veš daj, ma ki ne morem, veš? V bistvu dobil bi... Povej, kako bi to izgledalo. V glavnem, kaj bi dobil? Jaz pridem za svojo ime, pač vse to, kar je za šejkat, levo desno. Shake that ass. Alkohol je vaš, alkohol jaz ne prinesem. Okay. Dobite dobro voljo, animiranje in mogoče bom imel kakšnega gosta zraven. Za koliko časa? Za celo noč. Čakaj, kaj zdaj pomeni gost? Ti pa bo prišel drill zraven, kot special gost, ali nek tvoj kolega, ki bo pil moj alkohol. Ki bo pil tvoj alkohol in animiral z mano. Ker sem že drugače dobil 2 povabila, da bi šel to delati. In kaj jaz bom tebi plačal, da prineseš kolega, da pijejo moj alkohol? Ne. Kaj kolega? Jaz te plačam, kaj ima kolega? Jaz z mano bo animiral tebe, pač lepo se mešal vam bo dobro noč. Jaz plačam tebe in kolega. Kaj bo animiral zraven? Ja, z mano bi pomagal delati. Da imam še enega zraven. V glavnem imate za celo noč, da vam ješem koktejle, v bistvu da vam pripravljam pijačo. Koliko je, da prespiš? Skrbel bom za vso pijačo, da boste vsi pijani in si imeli ful lepo. In lahko tudi plešem z vami v glavnem. Koliko je, da prespiš ekstra? To se bomo zmenili. Če mi je kdo všeč, ti zastonji, pa ni. Imaš tudi 18 minus, kakšne brezalkoholne drinke znaš mešati? Ja, imam. Tudi brezalkoholne koktejle, to se da komod, tako da ja. Mislim, to je moj plan, dejansko pač to, pa plus te cateringe bi hodil delati na poroke, levo desno, to pač ni animiranje, to pač grem tam in sem pač bartender v bistvu. Tako da to bi delal in pač še eno službo si najdu. Še eno službo bi si najdu? Pač v bistvu cilj mi je, da postanem sam svoj šef in da preslej... Kdaj pa boš pa postal umetnik, pol? Mislim to. To ne govorim na glas, zato ker to imam ne, nikoli ne bo to sajt. Jaz imam pač plan B v primeru, da ne bom uspel biti tako znan igralec, kot hočem biti. Pač da imam plan B, da sem lahko vsaj nek bartender priznan in da mi ni težko delati svoj poklic, ker me veseli to in mi je lepo. Ampak verjamem vas in vem, da bom uspel, ampak tako da pač ne padem s faco na asfalt, ne, da vsaj... Dobro, vsej 2-krat, da se zgodi nilih, ne? Fanta si želim imeti, iskreno, hočem to zvezo in stiskati se z nekom in imeti lepo in da me nekdo spoštuje. In srečen bi bil, mislim, sem srečen, tako da v bistvu si želim biti še bolj srečen kot sem in pustiti za sabo vse, kar me je zjebalo do 2020, tako da to že hilam že 2 leti. Cilj je v letu 2023 služiti stvarmi, ki jih rad delam. Tako bom rekel, kaj ti tle zdržuješ neki v ustih, hočeš bruhniti ven. Ne, nič. Ne, kot tim, sam svoj šef, to je plan. Ok, sorry vi, boss girls. Ne, pač tako. Zdaj imam dosti stvari, ki jih delam. Zakaj hočeš biti sam svoj šef? S tem ne služim, zato ker da odgovarjam sam sebi. Se to vedno odgovoriš sam sebi. Ne, pač ti imaš nekoga nad sabo, in kar ti oni reče, moraš reči, vse cool, pač nemam nič proti, ampak sem prišel do ene stopničke, ker lahko se spravim v red in sam služim stvarmi, ki jih rad delam, naprimer s podcastom, s filmom, da zdaj se služi tako, dinari, da peljem Jureta tako na eno kosilce, ne, in čakam to. To so vsi te dinari, ki jih služim, tle ni biznisa, vi vidiš tam rdeče preproge in potovanje, ja, to ne plača nič. To je vse samo maska, razumete? Ja, ne, res, mi tam smo plačani, da pridemo, posnamemo in gremo. Oni so v bistvu kot hostese. Tipo, ja. Naredimo delo in hostese so plačane. Pa zdaj gremo ta teden snemati spet v Italijo in pač mi nismo plačani, pokrije nam stroške dol in zdelali smo se, da je ekipa doma plačana, montažer za zvok in to, da so plačani za muziko, mi pač nismo nič plačani, ker kao, ok, smo dol, naredimo. To ful ni logično, stari, ono še stran greš. Ma se veš kaj, ki kao to ne delamo za njega, ampak delamo za skupno, za nas in tega, ki nas... To je največji nateg na svetu, da ti nekdo to reče. To delamo za nas. To je za nas, vse samo ti delaš za ston. Smo se provali izdelati, ampak je rekel, pač to ni za moj interes, samo je tudi za vaš. In smo rekli, ok, cool, ker nova priložnost, hoj znati, kaj se lahko iz tega razvija, na koncu dneva gremo za ston spet pač za 3 dni v Italijo in gremo posnet film in delamo to, kar hočemo, nam plača za tam biti. Tako da, vzamemo. Jaz se strinjam, pač, če ne drugo,
lahko najdeš neko vezo, ki ti bo prej slej prišla prav. To je pač roka, v tej industriji, v kateri smo, se je treba zavedati, da to roka umije. Veš kaj, plus nikoli pač ne smo- veš, kakšen kontakt boš dobil. Tako In plus kakšna pač vrata se smo, bodo odprla, kot sem rekel, stvari. smo poskrbeli za ekipo. Ekipa je plačana. Mi tri, ki gremo dol, nismo, ampak ekipa doma smo plačani, tako da to je super. Zdaj pa ti, ki si pravil prej, ne? Ja. Tvoj plan je, da postaneš igralec. Ja. Sanska služba je biti igralec. Ja. Ampak zdaj si ustvaril in si delaš plan B, ne bartender, to da Ja, animiraš, ja, ok. ja. Kakšni so koraki, ki jih delaš, da dobiš to sansko službo? V bistvu začelo se je tako, da sem začel delati pač v gostinstvu in videl, da mi je delo z ljudmi všeč. Okay. In da stik z ljudmi mi je kul, ker pač kot bartender se moraš zavedati, prvo pravilo je, da pač ti moraš pač dejansko brez gostov ti nemaš dela, tako da prvi stik s človekom je najbolj pomemben, pač, da si ti dobre volje, karizmatičen, bla bla bla, in meni pač gre z ljudmi. Ja, to ti gre, se to si Pač vedno. gre mi ful z ljudmi, to mi je ful, ne vem, pač imam ta čarm. In v bistvu, pol sem videl, da to mi je kul in da se tudi, pač vedno mi je bilo lepo videti problem v ljudeh in debatirati, bla bla bla, in pol mi je bilo to Ti bi všeč. lahko bil tudi frizer, recimo. Ne? Frizer bi lahko bil. Jaz sem hotel že vse biti. Frizeri so oni vedno, ki pač ti nabijajo 4 ure pred streamom. In nič, pol sem se odločil, da bom šel iz tega v novo službo, mislim pač se gradil, dokler nisem postal pač vodja v enem lokalu, delal nabavo, videl, kako je še vse stvari zraven, ki so v gostinstvu, kako bi se biti ta glavni pisaturnik, bla bla bla, levo desno. To si bil? A? Kje si to bil? Ja, v Bizovnu sem bil. A res? Pač, tam nisem imel nobenega. Bosman. Ja. In tako da ja, sem videl vse stvari, sem odkril, pa zdaj sem tu šel v Korto in mi je kul in levo desno in sem odkril, da pač mi je kul ta poklic in da bi rad više kot to, kjer sem. Torej moram biti stran iz Slovenije, to je prva stvar, ker v Sloveniji pač ni cenjeno gostinstvo in po mojem še nekaj časa ne bo, zaradi ljudi, tem več po mojem. Ampak ja, tako da zdaj sem se odločil narediti ta tečaj, s tem tečajem bom pač pridobil kako se, ne znam se izražati. Certifikat. Ja, certifikat, ampak tudi nove Ja, pa zdaj izkušnje, poseben in znanje, naziv in ja. naziv. Ki bo Kakšen naziv pa dobiš? Bartender, pač bartenderstvo in mixology, to je zraven, sem pa mixology, ima še 3 stopnje za narediti. Okay. Samo eno. To je v bistvu isto kot slow dining, Mhm. mislim fine dining, je isto pač pol pri koktelih, ne? Priješ na ta v bistvu in sem se odločil narediti ta tečaj, da lahko se višam in pridobim novo znanje in izkušnje za to stroho, v kateri sem. In pol bom pač v tujini probal, jaz se želim pridelati v Paradiso Barcelona, en bar, najbolj pač eden med najjačih barov in ja, počasi, step by step. Se mi zdi, da v bistvu ful je pomembno znanje in izkušnje. Ok, ampak s tem si ti zdaj zgradil svoj plan B. Kaj pa Ja. delaš ti na temu, da postaneš igralec in za kariero? Kako si se glavnem- usmeril v to? V bistvu od nekdaj, ko sem bil mali, sem moji mami vedno govoril, ko sem gledal televizijo, ti govorim res, ko sem bil djete, da pač bom tam, ko smo gledali te podelitve in to. Sem bil, mama, jaz bom tu, da sem mi vedno govoril. In pol pač, ko sem bil mali, sem ful lagal in pač jaz sem vedno znal ful glumiti. Meni so mi vsi govorili, da si glumac, razumeš? In pač sem odkril, da res znam dobro glumiti, pač te bom prepričal to, kar jaz hočem te prepričati. Manipulator se reče. to. Tudi manipulator sem, ja, pač je bi ga. Glumac. Glumac, ja, in vedno sem imel Glorifying tipo manipulator. motnje v glavi, tipo s personalitijem in tako da sem v bistvu od vedno lahko full hitno kliknil v neko drugo osebo in se pač with a room in se prilagodil v okoliščinah, kjer sem bil. Tako tudi full let sem tako samo potem igral, da nisem priznal, da sem gej, ne, pač sem, v glavnem igram, že sem tako. In pol se je začelo z Lukcem Jurinčičem, že v Snovni smo nekaj posneli, smo snemali, pol smo te movite hodili, ker smo zmagali 2-krat prvo in enkrat drugo in pač to bi bilo nek dokaz, da v bistvu to mi gre, full pohval sem dobil tudi od dejansko do cenjenih ljudi. Pol sem se tudi na te audicije prijavil, hodil na audicije, pa sem v statist bil v par stvareh, v timu recimo v Senke Balkana, ki je v njej. Tam me je zbral, on, ki smo tako stali vsi v vrsti in je prišel ta režiser, ne vem, ker je, in je samo rekel tako, dođi, in sem pač šel. Nice. In pol so me napisali, ker smo nogavice na travo in pač je bilo snemano tipo včasih, tako da sem mogel ful. Ampak ja, ne vem, mi je všeč to, mi je všeč tipo, ko
dobiš pač neko vlogo in zdaj ti moraš zbrisati totalno svojo identiteto in sprejeti nekaj drugega. Meni je to pač bolano in pač to mi gre. Tudi pač pol sem tudi ful pohval dobil za pač, ker znam igrati z očmi in to je ful pomembno pri igri, pač oči so ful pomembne, da pač znaš kaj za čustva. Tako da nič, zdaj upam, imamo plane, ki jih ne bom govoril in pač dejanja bojo pokazala svoje, ne, tako da to je to. In če ko pridem na to rdečo preprogo naslednje leto ali čez 2 leti, imam tudi plan, pač, ker za eno vlogo imam tašno, ki je pač čisto nasprotje, kar bom na rdeče preproge, tako da pokažem vsem, ki bo tam, da sem kameleon. Ok. Ja nič, tvoj sanski job, kaj? Kako? Sanski job. Zdaj ti pač nekaj delaš. Pač tvoja služba je pač project manager. Yes. Kako si prišel do tega? Ko sem prišel do tega? S tem, da sem bil priden in delaven. Ne, ja, pač ko priješ do tega, to se mi zdi, kot da to fulkrat me zanima, kako je ta služba. Se mi zdi, kako naravno se zgodi, da padeš v neko vlogo. Veš kaj, ki ful ljudi ima zdaj problem, ne ve kaj delati v lifeu, ne ve kaj jih veseli, ne ve kaj bi delali, kako bi delali, zakaj bi in kje si ti to našel? Ti imaš to službo zdaj zaradi en cajt. V bistvu jaz sem začel že med faksom delati ful sem bil v teh organizacijah, ne, na faksu in da sem se pač ful angažiral za neke razne projekte in pol tam ti postane malo zanimivo, pač tako pač kult je in pol nekako prva služba, ki sem dobil že med faksom, sem bil študent in sem delal v Trzinu v enem podjetju in tam sem postavil v bistvu celo neko, ko bi rekel, mene je vedno zanimal full business, pač, kaj če kaj reč? Me je ful zanimal biznis in tam šef ni točno vedel, kako se staviti stvari skupaj in sem jaz postavil za njega, tipo poslovni model tam. Jaz sem bil, to sem delal jaz kot študent, mi sploh ni bilo jasno, da sem delal neki full bolj valuable, kot sem bil tam pač namenjen. In sem mu postavil cel marketing in vse, pač jaz sem v bistvu prevzel vlogo, ne vem, kar vsega. Pač jaz sem bil vedno tak, da če kaj manjka, bom pač jaz naredil. Koliko si bil star? Koliko sem bil star? Vemo, kdaj je bilo. 22 po mojem. Ok. Kot ti? Dobro, drugi, tretji letnik faksa. Ja, drugi, tretji letnik faksa. Ok. In ja, pač tam sem pol to delal in tako šlo ful dobro, ampak pol sem vedel, da pač tam je, ne moram se naučiti nič od teh ljudi, ker pač sem jaz znal več kot oni. In, mislim, več kot oni, to je zdaj ful, ampak ko bi rekel, niso me znali nič naučiti novega in pač ni mi bilo to zanimivo in pol sem si prejel neko drugo službo, pol sem tam delal kot študent, sem začel in so me zaposlili, prej sem končal faks že, ne, za nedoločen čas. To je hudo. Ja, ker sem bil pač ful tudi tam aktiven in pač sem naredil ful stvari. Pol sem tam naredil še diplomo in pol sem pa lani menjal še za to drugo službo. Jaz sem že v uni službi prejšnji, sem napredoval v to vlogo. In sem delal na raznih projektih in tako. In zdaj pa delam ful večje projekte, zdaj, ki so taki bolj. In ja, vmes sem pa itak delal še na moje spletne trgovine in to, tam sem ti ful naučil menedžirati stvari. V bistvu se mi zdi, kot da nekako naravno padeš v neko roko, ti znaš prevzeti odgovornost in znaš pač, ko bi rekel, znaš pripeljati stvari do konca nekako. No. Jaz sem vedno problem sam s sabo, ker nisem dokončal stvari. In pol pa sem rekel, da moram začeti dokončevati stvari in kako pride do tega, da dokončam neko stvar. In to se pa zdi tako, da se organiziraš in da sprejmeš odgovornost in delaš na stvareh. Kako pa si najdu to sploh? Odkje ti je zdaj to pa mi je cool. Kaj to? To, kar delaš. Ja, meni je cool, ker tudi jaz rad delam z ljudmi in tudi rad... Mislim, to odvedno, si pol med faksom to ugotovil, fakt, to mi je nice. Ne, jaz rad imam neko vlogo, kjer lahko... speljem neko stvar do konca, pač da imam to, pač da znaš usmeriti mogoče ljudi do cilja in da pač so vsi zadovoljni med tem procesom, čeprav to vedno ne uspe, ni tako lahko, ker people management je težek, ne. To je pač to, kar delaš, vodja ljudi. Kind of, ja. Mislim, zdaj... To, okej, to štima, ti... Jaz sem bolj tako, no se vidiš, jaz sem bolj chill, jaz nisem tako full, ampak nekako še vedno, da je ona neka zlata nit, nekako, da se prije do cilja in da pač so vsi na koncu zadovoljni, ne. In ne vem, se isto zdaj tle, se pač malo hecam, ampak vse na koncu tudi tima imam ful rad in bi rad, da mu vse uspe. Kot recimo, ko smo mu plačali zdaj tečaj za Barcelono. Dejansko to ste mu vi plačali, ki nas gledaste. Hvala poslušalci. Gledalci, poslušalci. Upam, da res. Ne, ampak kako bi rekel, zakaj mi je pa to všeč, zato ker jaz sem rad v eni taki povezovalni vlogi, bi rekel. To mi zdi.
Veš kaj, vprašam, ki sem zdaj debitiral en dan. Jaz že v osnovni šoli nisem vedel, kam iti naprej na srednjo. Ja, se niti jaz. No, ampak sem pa rekel, jaz sem bil na elektro in sem šel na elektro, ki sem rekel, Rad bi bil žarnica. Rad bi menjal žarnice, nekje na žarnice, Ne, rad bi bil žarnica. Ja. Sem rekel, če ne bom vedel, kaj bi šel v life po končani srednji, bom imel poklic. No, poklicu ne bom vedel, kaj bom v life imel. Se ti jaz sem končal poklicno. Tako da... Smo mi malo tej zabiti otroci. Račko gimnazijo. Veš, zakaj smo zabiti? Zabiti smo smo tako ker vemo, da samo v faksu in v šoli ni odgovor. Mislim, to po mojem sem že tako razštekal, se mi zdi, da pač ne štekam nič. Society ti da misli, da si pač malo zabit. Ja, ampak... Ja, ma nisi. Ja, ti ne veš takrat, da nisi. Ja, ne, ampak jaz sem mislil, da sem zabit ful. Pa vse to smo vsi mislili, da smo ampak pač dejansko je ful večja vrlina to, da se ti znajdeš v svetu, kot pa da imaš oni papir. Ja, zato to je vsaj moje mnenje. Odvisno, če si zdravnik ali če si zdravnik, če si, ne vem, matematik, fizik. Ja, če si kemik, zapisati. Ja, ali pa flomaster. Ne, ne, če si, ko bi rekel, nek poklic, ki ne vem, če si... Pač so poklici, ki moraš biti šolan, in so poklici, ki je pač... Ja, odvetnik, jaz sem ful hotel biti odvetnik. Jaz ne bi mogel nikoli končati šolo. Ne vem, sem imel ful, mi je bil vibe odvetništvo. Še vedno mi je ful zanimivo. Ma lifestyle ti je bil vibe. Ne, tudi delo. Okay. Zanimivo. Ne, sem reči to, jaz sem že v osnovni šoli študiral, kaj bi rad bil in kako bi rad bil. In nekje sem slišal, da so rekli, naj ti bo hobi služba. Rekel, to je tako... Pa se ne strinjam. Ja, čaki. Ko imaš dovolj hobijev, ko najdeš svojo pravo špuro, lahko imaš pol zraven hobi. To sem jaz zdaj ugotovil. Ne vem, meni je hobi pač brati knjigo, jaz zdaj ne bi delal nič s knjigami, naprimer. Ampak jaz to kot klinec, ne vem, v 9. razredu nisem imel nobenih nekih noben ti nič ne pove, stari. Noben ti nič ne pove, stari, ko si otrok. Noben nič, ja. Jaz sem to sam ugotovil in legit, koliko se smešno sliši, sem bil, kaj dejansko meni lepo delati. Sem ugotovil, ne da se mi, ki sem imel full teh študentskih del, sem rekel, biti tle v pisarni, se mi lik ne da biti in sedeti. Sem rekel, nekaj kreativnega bi rad delal. Ja, valjda. In sem rekel, lepo mi je risati, ni da sem zdaj nek umetnik, lepo mi je risati in pol sem študiral, koliko se to sliši smešno, da rekel, kaj imam full rad, sem rekel, fucking Lego kocke, še zdaj. Sem rekel, kaj je pol Lego kocke in sem nekako prišel, to je v bistvu gradiš, v bistvu neke vrste arhitekt in pol sem jaz to povedal z risanjem in ali sem hotel biti grafični dizajner, ker ne vem, po eni strani sem mi bil všeč video igrice in sem rekel, tle lahko pridem skozi to, da bom jaz pač narisal karakterje, ali pa mogoče arhitekt in vedno mi je vleklo naprej neka ta denar in slava za reč malo v ozadju in pol sem bil, arhitekt, stari, da ti narediš tako neko jako stavbo, se fjakaš po mestu in rečeš, to je moje, ne. Ko sem rekel, nič, gremo biti arhitekt. Ampak ja, pol sem celo vadil in ful sem risal na temu, ful sem tako znal arhitektsko lepo, kaj so tehnične risbe in to sem znal vse delati, ful perfektno. Pol nekako sem jaz najdel aplikacijo Vine in sem videl, te snemajo, izkažejo kreativo in ne vem, dobijo vlogo v filmih, v televizijskih serijah in sem rekel, da jaz to pravim, to se zdi zanimivo in malo, ko bi rekel, arhitektura je ful natančen šport in meni pa se ni dalo biti natančen. Rekel, tle imaš ful več placa za manevrirati z napakami v takem biznisu. Mislim, ko bi rekel, ne rabiš biti toliko natančen, ne rabiš biti vse milimeter natančno. Če ti, ne vem, v igralstvu pogledaš malo tako, spet ni frka. Tam pa ti, če fališ milimeter, se hiša podre na koncu dneva. Tako, to moraš ful paziti in ful veliko odgovornost. Ne, se imaš statiki, ki to gledajo. In sem že čul, arhitekte so pozabili narisati vrata in folk ni naredil vrat in so dobili bajto brez vrat. Dobro, to pa so tehnične napake. Ti bi fiks narisal hišo brez vrat. Ja. Ne, ti bi narisal hišo na robe obrnjeno. Kam vi ne razumete? Streha spada. Ja, pač tako. In my brain it like... Idealno loš hiša. Ja. Ne, bi bila tako, veš, fasada bi imela take vjugice. No, v glavnem, pol sem jaz pač prišel v ta film in to sem začel snemati videe in tako. In sem dejansko ugotovil, kaj mi je všeč, kreirati, kreativno se izražati in vse to, kar sem rad delal, tudi pač, zdaj še vedno jaz rišem, ker moram delati storyboarde. In nekako vsa ta moja ljubezen se je našla pod streho film. In zato jaz zdaj to delam. Ki meni ful folk reče, je lepo tebe gledati, zdaj pač ti si že našel, kaj hočeš rad delati in to.
Po pravici nisem, samo vse, kar rad delam, je pod streho film in zato zdaj to furam. In pač je jebeno to najti, ampak tudi eni, ki mi reče, fuck, ti si ful srečen, si to najdu ful hitro, pač jaz sem to od 8. 9. razreda iskal. Tako da pač... Čeprav se mi zdi, da ti pa čez las sedek evolviraš in je prav, tipo, da probaš različne stvari, no. Ampak kakorkoli probajte vse, pa boste videli, kaj vam je všeč. Če ne veste, ne? Sej to, probaj, ti tudi vem, sej to smo pravili, smo imeli ful študentskih del. In pač mi smo bili v vlogah stojnene službe. Pa tudi se mi zdi, da je tako vesolje in energija te pripeljajo do tam, kjer moraš biti vedno in dobimo točno to, kar rabimo kot oseba. Sam pač ne piti doma in gnit. Pač pol ne boš nič odpri si vrata, pij ven. Ampak kot si ti rekel, veš kaj, mogoče poglejte nek hobi, ampak res v čemu uživate delati, ampak čim več moraš provati. Jaz sem delal v masu in meni je tudi full nice, sem gotovil delati z ljudmi. Ja, tako in pol se stavljaš. To je full nice. In odkrivaš sebe. Režiser je pač delal z ljudmi, samo na bolj kreativen način, ko prodajati čevlje. In pač tam evo, roka. Kaj še na svet imamo zdaj mi za naše gledalce, poslušalce? Provate čim več. Najboljši na svet je, da... Kaj je najboljši na svet? Da ne delaš nič. Ne, probajte... Najte si sugar, mami sugar daddy. Ja, pa če vam je to veselje prav, ampak probajte čim več, ker več izkušenj, ko boste imeli, boste tudi sami pri sebi vedeli, kaj vam je in kaj vam ni. In pol s tem si boš pač sestavljal puzlo, dokler ne boš popolnoma razumel. Čeprav se mi zdi, da sestavljaš celo življenje sestavljaš in je prav, da jo. Ampak pač probajte čim več stvari, da ne boste v stara leta vam bilo žal, da niste probali. Prav niti ne karierno to drugače, bolje v smislu vse v življenju. Če hočeš, ne vem, iti na eno dolgo potovanje, pejdi. Če hočeš... ne vem, skočiti s padalom, skoči. Če hočeš biti z neko punco, že kot tip, probaj. Če hočeš imeti podcast, probaj. In če gre. In če gre, če ne gre. Recimo, nam ne gre, ampak ustrajamo, ampak moraš ustrajati. Če ne, pa ne izkušnja več. Ne, fora je v tem, da tudi če probaš, pol še vedno ustraje. Ne vem, če ti ena punca reče, ne reči ja. Samo je meja, ne zdaj. Ne odnehaš, posilstvom in... V glavnem, če vam ne uspe, ne pomeni še, da to ni to. Probaj pa. Če res verjameš vase in zaupaš vase in si siguren, da to ne dela vsak. Hustle, baby. Kako ti verjameš vase? Ja. Od kdaj? Zakaj? Od vedno. Zakaj? Zato. Zakaj? Ja, če ti ne boš verjel vase. Zakaj verjameš vase? Kako to dosežeš? Kako to dosežeš? Govorili v prejšnjih epizodah. No, kako dosežeš, da verjameš vase? Kako verjameš vase? Kako to dosežeš? Z dejstvi. Kakšnimi dejstvi? Ja, pač, da greš probati in vidiš, da to gre. Ali začneš na začetku, recimo prvo si pospraviš posteljo, danes sem motherfucker, sem naredil posteljo. Jaz sem chaos. Jaz sem povem, pač unik govori, da lahko vse uspe samo v nekim pospravljenem in da pospravljeno stanovanja, pospravljene misli, ne. Jaz bom chaos celo življenje in I love being the chaos and the drama in takšen sem in takšen sem se sprejel. Ja, samo ti... Ne, pač vsak ima svoj... Vsak ima svoj koktel življenja. Veš kaj tebi smer, ti narediš dosti kreativno, si chaos, ne? Ja. Recimo. In to vpliva na ljudi tudi okoli tebe. Ja, prav. Ti si pač tudi vplivaš ful na ljudi okoli sebe, dosti krat. Ja, ti nisi perla, veš? V glavnem pač folk provati ne zdaj misliti, ne vem, ko Jurek je od 30 in ne ve, kaj bi sam sabo v lajfu, da pač je konec življenja. Boste že našli svoje stvar. Pač ja, ko si star 30, vsega konec, pač. Ni Jurek. Ja, je konec. Življenje se komaj začne. Ne, ni res. Jaz sem star 30, kaj čem? Srednja leta in zdaj to so najboljša leta. Veš, kakšen dedi boš zdaj bil? Bedi? No, glavno, ne pač, lej, tim, sem hotel samo reči, da mora biti ta zdrava meja, ne, veš, da si to, kar si, ne, da si to, kar si in da nisi breme svojim prijateljem. Ja, če me res dobro poznaš, veš, da to breme, ki je do mojih prijateljev, ga sprejmejo zaradi tega, ker vejo, koliko je plusov zraven. In zato pa imam toliko prijateljev okoli sebe in zato imajo ljudje toliko rad, kot me imajo, z razliko od tebe. Tako da sem breme, sem zelo težek, sem ful težek, ampak sem srce, pač sem... Ok, čakaj, zdaj to malo tako debata, čakaj. Je to tudi v relationshipu, lahko zdaj to vzamemo. Je prav, da ima nekdo en zelo fucking velik red flag in 3 majhne zelene dobre, ampak so ful dobre. Ja. In pač je to Ti mi je kot kitajska zastava, red flag. Ja. Je pač je to izmenjava, ki jo narediš? Jaz ja.
Jaz pač imam rad toksik in Ti me imam kot rad avstrijska dramo. zastava, vmes belo. Imam rad zastavo in... Zastavo. Ti me kot avstrijska zastava, ono belo in vmes je belo. Ne, ja. Ne bom nič, kot sem vedno rekel, dejanja pokažejo svoje, tako da... Ne, to pač vprašam. Ne? Jaz kot oseba imam rad toksično in dramo in to, tako da jaz pač svojega partnerja, če ima veliko rdečo zastavo, bom sprejel. Ti spremeš red flag, ja, pač ti pa me spremeš, če je nekdo red flag, ker si ti itak večji red flag. Ja. Valjda, da je. Pač, Še vedno pač ne bom, ne da se mi te kajlat, ker pač res ne. Rečemo dva puloverja. Pač ne bom ga kajlal, ker ga njegov life kajla in meni je v redu, pač ne rabim jaz nič reči, naj se pogleda v gledalo in to je že dovolj velika kajla, ker je 0 od osebe. In v ogledalu boš videl isti pulover kot včeraj. Ja, tu je to, stari, dosedaj ste že cel dan, res, stresiraš me, pokvaril si mi dan, pač pokvaril si mi fucking dan, samo da veš. Ok, jaz sem obem dvem prinesel prej darila za Božička, da bo bili dobre volje. Ne, ker Jure mi ga je pokvaril že cel dan. Kakšen grinč si ti. Pač res. In vedno dela. To on se zbudi zjutraj in imamo zasnijati podcast in reči, danes bom drkal tima. Ker jaz se fur razpizdim hitro in njemu je smešno, ko se jaz razpizdim. In potem le začne piskati in se in njemu je to zabavno. Pač, ampak on mi pokvari cel fucking dan, zato je on pizdal do sebe. To vpliva na druge ljudi. Vidiš, jaz sem toksičen, ti si še bolj. Jaz tem, Jure to dan. Umesi zobe, pi kavo, obleči isti pulover, drkaj tima. Pa če tebi reče, stari, danes sem se odločil, da on tima drkal. Pač, in jaz sem toksičen, on pa ne. Če pride v korto, se usede tam in začnejo vsakem posebej. Tipo, jaz sem prišel zdaj malo vsem povedati, kakšni ste imbecili. Ker on pa je top G in zlat, on pa itak nimaš kaj zapovedati od njemu, ker nije v unem stanovanju, tako da valjda, pač. In potem pride, on se samo vse ne začne. Ti, si videl, kaj si delal včeraj? Res ti glup. Ti, pač fuck off, in zadovolj, no. Ok, čakaj, je pa to mogoče dober kolega, da ti pove... Ne, ker on ne pove. Eno je povedati, ko ti delaš stvari narobe, kot dober kolega. On pride in te prca, ker mu je mega, on čaka, da nekaj narediš narobe, ker ima tako brezvezen life, da se mora ukvarjati z mano in stvarmi, ki jih jaz delam. Tim, Jure to dan. Zbudi se, operi zobe, obleči isti pulover, drkaj tima, pejdi v službo, pejdi v fitness, opazuj folk okrog tebe, kaj dela narobe. Ker nimam life-a. Fantje, torej, vsi bi radi zdaj delali denar. Je Jure. Strenja, tako je. Vsi vemo, da je ena krajšnica prid do denarja. Ja, delanje. In to je Evropa banko. Kako bi vidva Evropala banko? Če bi se lotili zdaj mi 3 Evropa, kako bi Evropali banko? Jaz bi sigurno, veš, ko bi jaz naredil, če me hočeš, da me dobijo. Jaz bi vzel tima sabo, da vozi. Tim ne zna voziti. Jaz vam povem iskreno, mislim, da ne več je to res, tako da to napišite mi v komentarjih, ker me zanima za vse geje okoli, around the world. Hi, kaže ona, pomagaj mi. Kaj? Hi, I'm Sarah. Hi, my name is Sarah and I came from Slovenija. Kaj? V glavnem, prosim, povejte mi, ker jaz sem vse geje, ki poznam, ne znajo voziti. Jaz poznam enega in zna voziti. Zna? Amaro, zna voziti. Res? Ja. Član. Hvala Bogu, da popraviš povprečje, ker vse, ki jih jaz poznam, smo katastrofa v vožnji. Tipo, jaz sem grave, jaz sem tukaj 5 avtov. Ok, torej ti ne boš bil naš getaway driver. Ne, čakaj, ko Evropa bank. Čez nas vse. 5 avtov si uničil. Ojojoj. Po 2 letih. In 67 ur sem imel in 10-krat sem šel na CPP. Ok, dobro, ti pač ne boš bil naš driver. Mislim, sploh ne bo več sedel na sovozniku in sedel, da gre zadaj sedeti. Ko pes v kletko, ga bomo dali v prkljažnik. Tako da je v prkljažnik. Zdaj neko Evropa banko, evo. Kako člani Evropa v banko? Jure, imaš ekipo. Čakaj, kam s tabo? Še jih rabimo. Ok. Ne, mi 3. Ok. Mi 3. Čike rabimo. Ne, mi 3.
Kako, recimo, kako bi... Ano. Mitri. Ano bi dali kot shield. Ne, člani podcast ekipa, kako ropamo banko. Ok, recimo Tima bi jaz uporabil za neko vabo, recimo njega bi vsi gledali, ker je tako energičen, razumeš, ker je tak poseben človek. Tim, kako bi zdaj prišel v banko. Jaz bi recimo bil tisti, ki opazuje vse, ne? Res, ja, to ti gre dobro. Ti prišli tako en mesec, bi hodil v banko, aha, una dela to, aha, oni dela to, Ja. aha, ti delaš to tako. Jaz bi se naučil, kaj delajo in pol, da bi lahko v Ti gre bistvu... ful dobro, drugo. Disal pač, ne? Ne disal, pač pa bi vedel, kdaj, ob kateri uri je najboljše prijeti in kako uropati, ne? Ono, kakšno banko prvo bi uropali, tipo banko v Kopru, banko v Ankaranu, Največjo banko v Sloveniji. kjera je? Ne vemo, najdražjo, največjo. Ja. Ne vem, zdaj nas je eno, ki ima sef. Ja, Pač. ma nas je premalo. Pa ne, pa dobro. Ej, vse se da. Dej, vse se da. No, v glavnem, kako bi naredili? Kaj smo prej rekli? Jaz Okej, znam drugače Tima- znam uporabljati orožje, pa če znam streljati. Oranž? To je cool. To je, ja, to je. Jaz smo ful dobro mercev. Tudi to imam ful. Nadalje, To mi jaz pač, smo ful to mi dobro dejansko mercev, gre. ja. Ja, jaz to mi to streljanje mi gre, tako da je definitivno imel pištol. Okay. Če ga držal tako. Samo, jaz bom streljal. Piu, piu. Bom pokazal. Moj stari imel Airsoft, sem hodil z njimi. Pač, Hudo. Dobro, Torej, ok, ne pištolo, tebi na tebi, jaz bi imel pištolo. Jaz bi imel pištolo, jaz, tako, ampak Ja, ne bi ti si smeli top iti mi, G, ne? jaz bi mogel Ja, pištolo, ok, razumeš, top G. tim bi bil na, tim bi se ustrašil. I'm Albanian, bitch. advanced Ti bi se, Albanian, po moje, tebi bi lahko oblekli v žensko, da te malo še bolj skamufliramo. Ja, lahko, ja. Ok, in jaz in Matej sicer bi mogli skozi kakšen jašek, po mojem, ne, tipo, veš, A jaz bi Charlie- gor entertainal. ti bi mogel neki entertainer, ti bi v bistvu tebi dali, to lahko grem jaz, ki sem kompakten. tebi dali v jašek. Ja. Kaj bi jaz delal? Ha, ne uporabljam. Opazoval. Opazoval. Jaz bi šel v banko, ono, Tamara, nova frizura. Sem vas videl včeraj. Sem Jure, videl včeraj. ja, nova frizura. O moj Tamara, bog, sem vas videl včeraj. to bi lahko bil dvojni diversion. Ne, ne, jaz- čakaj, pride on tako, kot si zdaj rekel, o Tamara, ko si lepo nova frizura, ne, in pol prideš ti ropar, kao, vsi roke v zrak, bom streljal, piu, 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 piu. in ti greš tam, ojoj, Tamara, to je rop, in ti se z njo skriješ v zadaj, ker Prav, vidiš ne, ta kolega. če bi to naredili, bi tako stisnili v njej panic alarm in bi tako prišla policija, tako da to odpade. Ne, Mogli bi biti pač bolj meni se elegantni. zdi, Jaz da bi si mogel lahko- Tamaro zmutiti, da mi da kode. Ja, ti pravim, ker ti si- tim bi Top G. lahko prišel na redu diversion in ti se z njo skriješ v zadaj. In ona prej bi stisnila, bi ti njo, ne Ne, boš samo Tamara. jih je več. A. Veš, jih je več teh bank tellerjev, ne? Kakorkoli mislim, Kakorkoli, da ne, nam tim, bi ne, to čakaj, zdaj uspelo. bom jaz planiral rob. Zdaj bo Jaz sem ti project razplaniral. manager. Okay. Okay. Torej, Plan je tak. pridem jaz do Tamare. Čau, Tamara, lepa frizura, počakaj, da greš ti kot frizerju, tako da 3 mesece, nova barva, kako je mož, Mirko, super, dobro, otroci hodijo, ne hodijo. Kažna koda za vse. Ker samo Tamara dela tam. Ja ne, veš, jaz bi šel samo do Tamare, ne, da dobi samo ona pozornost od mene. Veš. In pol bi jaz Jaz bi rekel, ga dej, spušil varnostniku. Tamara, ne pomaga. Dej, Tamara, kaj imaš kaj časa v petek zvečer, pa greva na en drink. Tam, ja. In pol bi rekel ji tako, dej, mene ful zanima, kako zgleda sef. Veš, Tamara, joj, ok, dej, sej lahko greva pogledat, kao, ne, ona par drinkov spijemo, gremo v banko not, Gor dol. After hours bi šli. after hours v banko. Ker to kar tako lahko. Ja, in ona bi no. da, Kar tako Pa se lahko. ona je šef, ona ima dostop do sefa, ne? Ja, in varnostnik. to ne- Kakšen varnostnik? O, Ja, pa, varnostnik je- ja, sem pripeljala, Sem prišel tam, te bomo odprla in kar bomo Pa šli ne, not, za ne, pa denar. evo, tle smo zdaj jaz in ti. Če tam en varnostnik, ga pač mi dva zamotiva, da, ti kaj, veš, kako se pride do, ne vem, Prešernove ali Čopove Meka tam. Ga vprašamo, lej ti ga lepo vprašamo, kje je Mek. In oni nam kaže, bla, 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 in ona Suzana, ne, ali kaj je Tamara, Tam gre je. z Juretom lepo notri, on gleda, kdo je to, Tamara, sem pozabila torbico v službi in pol pa še Jure. Za njo. Čeprav in zdaj Tamara so bi mogli notri. dobiti on board, ne? Ja, Tamara bi mogla biti z nami. Pač rabimo inside job, mora biti, ne? Ja, torej bi mogel ti Torej, nekdo bi Ne mogel vem, biti kako tam je, recimo, službo. ne vem edino, kako tima uporabiti. Tim bi lahko bil, kaj bi lahko bil tim? Ne, zavoziti stran ne. On bi lahko bil kot, na njega bi lahko ta denar nakazali, njegov račun, da njega zaprejo.
In pol bi mogel spremeniti, on bi spremenil identiteto za nov bančni račun, jaz in ti, V bistvu Matej. je bil ženska kao, Ja. naredili tipo, da sem ženska Ja. in pač pol me poslali v tujino in Conchita nikoli več Wurst ne s bi. to brado. Conchita. In pol ne bi nikoli vrnil denar. V glavnem, jaz pravim, da nam trem to ne bi uspelo. Ne zaupam. Ja, in ti v bi nas. neki zajebal, fiks. Ja, verjetno. Ker bi hotel malo drame in to je bilo, ne bom uspelo, bi bilo, policaj, kradejo. Tako No, da- v glavnem in pol bi šli v sef, evo, prišla moja nona, ki ima COVID. Ne, v glavnem, no, ta rop od banke ne gre dobro, ampak lej, zdaj ne vem, ko bi vas uporabil, ne, torej tim bi bil za nakazati Dobro, račune. Jure, bom povedal tako, to je bilo zdaj full raztrešeno Ja, Jure, in full ful nič pač. povedano, nič v 10 minutah. Ja. Dobro. Mislim, da nam ne bi uspelo, no, se strinjate? Ali ti misliš, da bi nam uspelo? Lahko poveš še enkrat plan, samo. Oh, fuck, nimam celega plana naštudiranega. Pač on bi to tam je dobil on board in Pač rabimo inside person, torej jaz bi hodil na banko, to je sigurno, jaz bi hodil na banko spoznati to, Ja, ki si opazovalec. ja, opazovalec. Ne umito na začetku. Da bi pol jo malo, Tamara, lepa začnemo- si, ampak začnemo- imaš čuješ grda mi? usta. Začnemo na začetku. Kako bi zdaj ropali banko, mi tri. Okay. Jaz, obleka, srajčka, Ok, vzorca, ok. lepo kremica na obrazu, nosijoča koža, Okej, zdravo, dobro, kovček. Jaz ki kao Dobro. što Dobro. In bi prišel v banko in bi tako bil poiskal eno tako mlado, nedolžno, veš, Ok, tako, no, dobro. nova na banki, Dobro. ampak pokonektana, razumeš, tako ne. Okay. Prišel do nje, ej, da rečem, da je Tamara, čau Tamara, kako si, kaj ti? No, tako Pa bi bil. ničevo, delam na banki. Bi pač pokazal ni riz, ne, bi prišel, ja, Jure ima riz, Tim. Jure ima riz. riz. Evo, tako bi bil. Mm. Tako bi vzel, tako Ja, kupče jaz sem denarja, ne, Tamara, bi vzel jaz sem tako Tamara. 500, bi vzel Ja, tako in Tim je 500, Tamara, likno to reči, ja. bi prišel tam, bi tu Dober 500, dan. žive Tamara, bi vzel Čau. tako moj kup 500 in bi tako, Koliko denarja imate vi, s kim vam ta denar? Tamara, nepojasnen izvor. Ojoj, pa kaj pa delate? Bi vzel iz Pico? žepa, tako da če ti kava, ne, vzel iz žepa, Vzameš iz žepa. tako raztegnil elastiko, Tamara, kaj bi rada bila ta elastika danes večer. Ja, rada bi bila raztegnjena. No, tako in pol tako bi dobil Tamara. Okay, Okej. Tamara, jaz ona zvečerovno, Tamara, mene so ful zanimali vedno sefije. Imam toliko denarja, da ga pač moram dati v en Tako, sef. in hočem Poznaš kupiti kakšen sef, dober poznaš sef? kakšen dober sef. V službi imamo enega. Ja, kaj bi te lahko peljala, pa probava pogledati, kakšen je sef notri. Seveda, jaz Oh. lahko vidim, kakšna si ti notri. Boš videl sefu. Zdaj ste pri sefu, ono tipka kodo, ti to kodo vidiš, pogledaš sef, rečeš, wow, Tamara, hvala za ogled tega sefa, full cool sef. Tako. Tamara reče, ni za kaj, ti reče, se vidimo. Potem, zdaj imaš kod od sefa, Zdaj kot naprej. od cefa. Okay. Pol bi šli na streho od te stavbe, jaz in ti. To bi počakal en teden, mesec, ne? Okay. Samo pazi, ne, moramo počakati točno en mesec je preveč, ker moje se menja kot od cefa, ne, tako da treba imeti, ne, verjetno se menja na 2 dni, 3 dni. Ampak s Tamaro moraš ohraniti Ne, pač jaz bi to na tej akciji, danes imamo kodo, bi splezal ti gor na streho, se spustil v jašek Okay. in cak, in bi prišel do sefa, prišel notri, vzel eno vrečo denarja, tipo par milijonov, 2-3 milijone, Okay. bi vzeli ven, Skozi jašek tim spet. bi šel na novo banko, odprl račun, nakazal denar. Čakaj, torej, prestreka jaz v jašek, grem v Gledaš sef, denar, vzamem in greš jašek tam, gor. Jašek Okay, gor, ja. dobro. Tako, suno, Okay. z vitlom, ne, te dvignem gor. Dobro, dobro. In pol bi skočil z unim, tipo v zuno, veš, Wingsuit. wingsuitom dol iz strehe. Okay, ali pa šel pač po požarnih stopnicah. Ne, požarne stopnice imajo kamere. Okay. In pol bi pač, ne, tima bi nafukali, da bi odprl nov račun na banki in bi dal te milijone gor in pol bi dali mito v Bitcoin, Da ni, da ni, in pol bi še sledljivo. naredili, ne bi še upravili te Bitcoine nekako Okay. in pol bi šli živeti nekam v tujino. Zdaj ne smem povedati, kam, da ne bojo pol vedeli. Ok, dober plan. Ja. In tako bi člani podcast oropali Oropali banko. banku. Dragi gledalci in gledalke, če kdo oropa banko, mi vam nismo dali nobene ideje. To je in zgolj za poučenje na mene. Mi ne podpiramo, da noben oropa banko. Če hočete delati denar, delajte ga na legalen način. Legalno se ne da nič. Dobro, tem prosim. V glavnem, vprašanja, gremo na
Vprašanja. Ana iz Isika. Najljubša sladkarija iz otroštva, Tim. Jagodni Jagodni jogurt, to je sladkarija. Sladkarija from Ohio. Veš, kaj so bila una banana in jagoda. Banana je bila boljša, ki so bili neki narisani, bila neka punčka. Več, ona je bila tako fejno. Banana je bila dobra. Banana je bila dobra. Jure, ti najljubša sladkarija? Sperma, Otroštva. konja. Mentosi. Meni so mentosi. Kinder jajček. Dobro izbira. Isto ta Ti si naprašalja. jedel nek plastiko, verjetno si jedel ne jajčke. Ne, samo čokolado sem pojedel, Jure. Ok, una kapsula mi ni šla v usta. Kapsula. Spet vprašala Ana, ena stvar, ki bi jo spremenili v vaši preteklosti, ki je zdaj vplivala na sedanjost. Nič ne bi spremenil. Ok, Jure? Jaz bi spremenil, da... nič, ne vem. Kaj ćeš spremeniti? Ti nekaj kar je šlo mimo. Šlo vse mimo. Ne stojite, imate samo sedanjost. Ne obstaja preteklost in prihodnost. Zdaj živiš v momentu in živi v momentu, ne gledati nazaj in naprej. Kar lahko narediš samo zdaj. Amen, spet Ana vprašala, imam vprašanje za Tima. Oj, Jaz povej. bom pač to vprašal Jureta. Kaj te je strah, da boš v Barceloni bil sam in se ne boš znašel, Jure? Jaz kot Timon odgovoriti? Ne, dej zdaj. Ne, nime. Nite. Niti malo. On je velik samozavesten. Pač, Malo ga je strah. malo me je strah. Ja, Pa ne, vseh je, pač, valjda te je malo. Kaj? grem sam, pač prvi dan mi bo pač samo malo ono, pač greš lep nekam strah en je. mesec. Tipo ono... Oni lep strah je, ker je nova izkušnja pač. Ampak to pomeni, da ti je mar. In, ko me čakam v bistvu, da grem. No, nice. To je že 4 dni. Vija, to je zdaj tle, trka na vrata. V glavnem, Metka_Schmidt. Kaj bi sliva bila, če ima ti hruška, botri jabki, bi za sestro šla, da vas čujem? What? Še enkrat. Kaj bi sliva bila, če ima ti hruška, botri jabki, bi za sestro šla? Ne vem, kompot dobiš sadno kupo, ne vem, gremo naprej. Metka, hvala za to uganko. Hanna_ Cernič 8, najbolj čuden poljub, ki ste ga imeli. S Timom. Ok, Tim. Enkrat se je ena punca, ko sem bil v srednji, smo bili pri njej in je šla gor name in se je, ne vem, oni jezik je bil tipo v mojem grlu in sploh ga ni premikala, je bilo prav. Jaz sem bil Dobro, normalno. grave. Jaz ne vem, kaj bi najbolj čuden poljub. Jaz sem bil z eno, ki ni, pač, ne vem, ali ni znala, ne vem, ni našopirala ustnic, pač bila tako, Tako. ne vem, pač ono, veš, Meni se delupčka. je to bilo lepo, se ljubčakam. Ljubčka tam pa. Torej, Timo Jana uporablja malo Anders- preveč jezika, ampak dobro. Res je. Jana_Jaksič, Tim, I love you, prinesi I love mi you. suvenir iz Barce. I love you. Ok, gremo naprej, bolj Rebeka. Prejšnji podcast sem skoraj živčna fasala zaradi Eve Lune. Zakaj? Eva Luna je članka. Članka. Pač Eva Luna dela šov. Ja, ona je content, za content je ona. Ona dobila na klipu 200,000 ogledov plus. Pač, ona je članka. 220,000 ogledov, stari. Smo videli odziv na podcast, Ja. Smo ga Smo- vzeli, konsiderali. smo predebatirali in tako bomo imeli v mislih. Konstruktivne kritike, bomo Tako, rekli. Ja. Smo tako. bili malček, ko bi rekli, malček razstrešeni, za spremembo odvedno. Ampak nekaj je v stilu, nekaj bi lahko popravili, tako da v Ihirju bomo pravili popraviti kaj. Ines je, to je fulje hul, naši gledalci. Da so iskreni. To plus pač, da ste ne samo kritiko, ampak Tudi pohvalo, konstruktivno kritiko. tako da kje se lahko kako kaj izboljšamo, tako da hvala gledalci. Ines Jerman _ Tim, ne biti predolgo v Barceloni, ki te bomo preveč pogrešali, ki ona dva niso idealno smešna. Hvala. Ja, ne, v glavnem, v primeru, da se bo marca vrnil Kakšnega Marta? v Barcelono Ja. delati
se bom predlagal našim članom, če bojo za in mene ne bo tu, da bi pošiljal kontent od tam. Tako da bom pač Samo še ne bomo vedno mogli del. podcast snemati. Bomo že našli enega. Bom pač prihajal dol. Ali bom... Bom na 2 meseca prišel dol in se bo pač posnelal naprej. Ne. Ne? Ne. Jebi ga. Ne, ker mora biti Lej, aktualno. slika je gor, Zato dokler je. paše. Pač definitivno boste dobivali kontent od mene. Pač. V glavnem vsi vemo, da tim upamo, da bo tudi še karierno deljeval naprej, ampak želimo si, da bi ostal tukaj v Pač naši želim si biti tle, Sloveniji. ker je lepo biti tu z mojimi člani in pač V končno nami v sem dobil Sloveniji. svojo sliko gor. Tako da očitno to je cursed. Če greš gor, greš dol. Ja, in ne vem, bomo videli. No. Vračam se februarja, pa za naprej. Bomo videli, kam te life pelje, pri nas si Ja. dobrodošel, no, kaj naj rečem. In mi je lepo biti tudi tukaj. Lej, 2022 če se dobrodošel. Polona Vrhovnik, a nisi ti v Braziliji? Da bog, da bi bil enega Braziljana to omenil. Ne, ni v Braziliji. Gre pa v Barcelono, ne? Tako Ne, tam. Se popravlja se Barcelona. Pol. Ja, pa res, ja se popravlja, ker nisi v Barceloni. Grem prvega. Ne še. Zdaj sem, ko boš to gledala, ja. Tako da vprašala je Sara Verbnik, ali si brišeste luleke, ko lulaste. Sara, Lulate. Lulate, no jaz sem preplav lulaste. Sedim, ko lulam. Ok, to je načeloma. Ok, ni te vprašala, stojiš, sediš, Vzamem robček in si obrišeš. koliko lulaš in sediš, stari red flag? Ne morem, mislim, ne vem, zato ker pač me je tako mama učila, da ne plulam vse okoli, ko sem bil majhen, vedno vse. Jaz sem pa se vedno, ciljaš, meni so vse tudi do- vedno težili, da sedim, ampak sem se upiral v sistemu, Ja, vedno stal in postal Sem školko. v javnem WC-ju in lulam v javnem WC-ju, pač si ga ne Urika. obrišem ga. Kaj doma si brišeš? No, jaz si ga obrišem, ja, če Kdo imam to WC, dela? Jaz to papir noben ne zraven. dela, stari. Ja, jaz definitivno ne bi imel tvoj lulek v ustih. Pa če si vedno moramo Fuck obrisati, off. ki una zadnja kapljica, ne moreš Pa ga se- otresti do konca, una pa zadnja se- kapljica mi gre v lahko. gate in uno me moti. In kaj si daš papir not? Kam Pivo no? naš. Pač, ok. Dobro, vi imate res neke mid penise. In kaj tvoj tiga gost? Ja, jaz naredim, otresi se in sam naredi trrrt. A, prosti, top, G. Ja, pardon. Dragi naši gledalci, poslušalci, to je to za nas. Je to za vas. To je to za Glejte vas. To je to od nas. še. Ok, zdaj pa bo tukaj nek čudovit outro. Ja, ne, to. Hvala še enkrat za 6000. Sledilcev na YouTubu, hvala za več kot 1 milijon lajkov na TikToku. In smo prišli na 22 000 na TikToku. Followerjev. Čez 3000 na Instagramu. Ej, ful, hvala. Hvala vsem, ki nas spremljate in zdaj vam bomo še nekaj povedali. Lejte, če ste prišli do te točke, če ste prišli do te točke, kjer ste zdaj, ste porabili dosti svojega življenja za poslušati te naše zanimive ali poredne zgodbice. Lejte, tima zdaj en mesec ne bo, malo se bomo odpočili, ampak ne bomo se pa veselili, ker tima komaj čakamo, da se vrne. Tako da za podporo našemu timu, da bomo lahko pošiljali denar v Barcelono, dajte en like, en subscribe, da dobimo našega tima nazaj. Tako, bodite dobri, upam, da se vam vse želje izpolnijo v novem letu, naj bo dobro, pesto, Volim. lepo, uživajte, vas Čau, 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 čau.